Kaj je drugi izraz za konec? Aleksandar tukaj in coaching vprašanje danes je namenjeno temu, da boste začeli iskati lepše, boljše izraze, ki vas bodo spremenili v bolj motivirano ali pa vsaj bolj pozitivno osebo. Mi danes vemo, da konec pomeni tudi začetek, da konec lahko pomeni priložnost, da konec lahko pomeni način, kako boste se rešili vsega tistega, kar ne marate. Nalepke, ki jih dajemo izrazom, v resnici ne spreminjajo realnosti. Realnost še zmeraj pomeni, da je nečesa konec. Konec odnosa, konec službe, konec nekega obdobja v življenju, konec nečesa, česar se mogoče preveč oklepamo. In ko se stvari oklepamo, je to odličen recept, da smo nesrečni. In če bi radi bili srečni, če bi radi bili bolj zadovoljni, če bi radi bolj uživali v trenutku ali pa bili bolj prisotni v trenutku, je fajn, da se naučite uporabljati izraze ali pa besede ali pa da začnete uporabljati načine komunikacije, ki vas bodo spodbujali, da boste videli več smisla, videli več priložnosti, videli več možnosti, da boste usmerjeni v iskanje dobrega. Kaj bi bil drugi izraz za konec? Kot darilo, kot novo rojstvo, kot nov začetek, nova priložnost. In začnite uporabljati te drugačne, spremenjene izraze zato, da boste sebe motivirali k rezultatu in cilju, ki bi radi dosegli. V sebi imate toliko potencijala, toliko možnosti, toliko zmožnosti. Naredite nekaj dobrega za vas in naredite nekaj dobrega zato, da boste uresničili svoje cilje in sanje že danes. Stopite en korak na tej poti do ciljev in sanjev in do tega, kar bi radi se dejansko, da se premakne, s tem, ko se boste drugače, bolje, bolj motivirajoče pogovarjali sami s sabo in z ljudmi, ki jih imate radi. Všečkajte, delite in komentirajte posnetek, če vam je seveda pomagal, da drugače razmišljate. Stopite en korak na poti do vaših ciljev.